Letošnji proračun seveda je narejen z novim predpostavkam, to je, da so stroški zrasli, kar pomeni seveda, da je manj investicij, gre za 28 milijonov približno proračunskega denarja, predvideno je 26 milijonov prihodkov, ostalo pa seveda se pokriva iz presežka iz preteklih let in pa nekaj malega iz nepovratnega kredita po 23. členu. Glavni poudarki pa so seveda nadaljevanje investicij, ki so že bile v lanskem letu. Tu gre za Trdinovo, ureditve okoli pokopališča, potem v Šentlenatu, v Črnci, Pločnike in pa na Veliki dolini in pa seveda stari Brežiški most, ki praktično zahteva tudi največ sredstev, okoli 700 tisoč evrov. Upam seveda, če bo proračun sprejet, da bomo tudi začeli z novo gradnjo vrtca v Artičah. Seveda prav tako pa naj povem, da približno je za 9 milijonov vseh investicij, ki so razpršene praktično po vseh krajevnih skupnosti oziroma po celi občini Brežice. Novi most seveda ne bo naša investicija in v bistvu tudi nimamo sredstev za njega. Kar se tiče novega mosta, tu gre za praktično investicijo direkcije, ki bi jo morala začeti. Seveda imamo pa redne usklajevanja z njimi. V letošnjem letu je predvideno, da bi se začelo z geodetskimi posnetki in seveda je vezan tudi na samo izgradnjo hidroelektrarne, kajti pred njim se mora poglobiti še reka Sava. Potem pa v naslednjih letih bo pa treba sprejeti tudi sporazum o sofinanciranju tega mostu, kajti tudi občina bo en del, seveda tisto, kar je pločnikov in pa javne razsvetljave in pa kolesarskih del morala financirati, tako da novi most še ni potrebno v tem trenutku delati. Naj pa povem seveda, da v občini Brežice delamo proračun samo za leto 2019, kajti dejansko za leto 2020 želimo narediti še širšo razpravo in seveda tudi na terenu in po krajevni skupnosti še bolj se določiti, katere bodo tiste prioritete za naprej. V letošnjem letu nisem predvidel zadolževanje, razen tisto, kar je zadolževanje oziroma nepovratni kredit, ki nam ga država daje namesto sredstev po 23. členu, tako da zadolževanje ni, kar pomeni seveda, da vkolikor bo tudi v drugem branju takšen proračun, celo zadolževanje zmanjšujemo za 700 tisoč, kajti letno odplačamo približno 1 200 000 kreditov, v letošnjem letu je pa tega nepovratnega kredita 500 tisoč, kar pomeni, da skoraj 700 tisoč bi se zmanjšala obveznost občine Brežice. Seveda je treba prav poudariti, da danes v občinskem svetu samo odločamo o tem, ali je proračun primeren za nadaljnjo razpravo, potem pa seveda bo bila 15-dnevna javna razprava, v kateri bojo lahko dali tako odbori, svetniki in pa tudi občani še pripombe in potem seveda na osnovi pripomb je potrebno pripraviti usklajen proračun, ki ga bo, upam, potrdil občinski svet, to je pa teoretično glede na roke možno šele nekje v prvi polovici maja. Ja, seveda. V takem primeru je potrebno začasno financiranje, kajti brez tega ni možno delovati in jaz verjamem, da bojo to začasno financiranje potrdili. Seveda tu so pa precej limiti, kajti tu gre samo za izvajanje zakonskih obveznosti in pa tiste pogodbe, ki so že bile sklenjene v lanskem letu.